Sledeči program je bil posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Markov evangelij, 4. poglavje, nam govori v priliki o sejalcu, o zelo poučnih stvareh. Ne bom se spustila v to, da bi prebrala vse vrstice te prilike, vendar pa želim posvetiti nekoliko več časa temu, kajti hočemo razumeti globino vsega, kar je bilo rečeno. Če začnemo v 3. vrstici, pravi: Poslušajte, prisluhnite in poglejte. On pravzaprav pravi, da naj bomo pozorni. Prisluhnite, povedal bom nekaj pomembnega. Glejte, sejalec je šel sejat in mi vemo, da je sejalec Sveti Duh, ki razširja Božjo besedo. In ko v 4. poglavju nadaljujete z branjem, evangelist nadaljuje, da je seme iste kakovosti. Seme iste kakovosti pade na različno podlago srca. Veste tudi, ko jaz govorim danes, Sveti Duh uporablja moja usta, da seje Božjo besedo v vaša življenja. Ampak ali veste, da je ne boste vsi enako prejeli? Nekateri se bodo tega oprijeli in ko bodo odšli domov, bodo popolnoma prenovljeni. Vi boste postavili nekaj teh načel, da bodo delovala v vašem življenju. Sami sebe boste nekoliko bolj preštudirali, kopali boste globlje, postali boste eden tistih, ki pravi: ne bom se trudil za nič drugega, ampak samo za najboljše. Rada bi verjela, da bi vsakdo to storil, vendar vem iz izkustva, predolgo delam na tem, da bodo nekateri, ki bodo prišli nazaj čez leto ali dve, če bom jaz prišla semka in vi boste imeli še vedno isto zmešnjavo v svojem življenju kot sedaj. Kajti tudi, če slišite, v resnici niste slišali. Jezus je rekel: so ljudje, ki imajo ušesa, vendar ne slišijo, in oči, da bi videli, a ne vidijo. Kakšno srce imamo? Ali naše srce sprejema Božjo besedo? Ali pa smo takšni ljudje, kakor pravi v 4. vrstici? In ko je sejal, je nekaj semena padlo v pot. Priletele so ptice neba in ga pozobale. Na to nadaljuje, ko seme pade v različne okoliščine. Spustila bom to do 13. vrstice, ko bom prebrala preostanek Jezusove razlage učencem. Najprej je govoril v priliki. Nato se je vrnil na začetek prilike in je natančno povedal, kaj pomeni. 13. vrstici pravi: te prilike ne razumete? Kako boste potem doumeli vse prilike? Dobro, veste, ne vem, kolikokrat v svojem življenju sem prebrala to priliko in nisem nikoli popolnoma razumela pomembnosti te vrstice. On jim je rekel: glejte, prijatelji, če ne razumete te prilike, ne boste razumeli ostalih. Tako sem si vzela čas, da sem pogledala tudi druge prilike v Svetem pismu in zagotovo vsaka izmed njih nosi v sebi 2 ali 3 različna načela, ki so pomembna in jih moramo razumeti, če hočemo imeti zmago v življenju. Jezus se približa na različne načine po prilikah, vendar pa v bistvu vse po vrsti govorijo iste stvari, podobne stvari. Tako jim je Jezus rekel: razumeti morate to priliko, kajti če je ne razumete, ne boste razumeli ostalih. Tako bi rekla, da je za nas zelo pomembno, da to razumemo. Tako imamo v 14. vrstici: sejalec seje besedo. Tisti ob poti, kjer se seje beseda, so takšni: ko slišijo, pride takoj Satan in vzame vanje vsejano besedo. Jaz sem ta primer dala že prejšnjikrat, ko sem začela s tem posebnim poglavjem. Samo ponovila bom. Recimo, da sedite tukaj in slišite Božjo besedo. In način, da bi pridobili največ iz tega, bi bilo, če bi šli domov in za naslednja 2 tedna začeli študirati in premišljevati o tej tematiki. Še posebej, če je tu kakšno področje, s katerim se v resnici soočate. In tako si zapišete opazke na tem področju in ko greste domov, si rečete: zase bom preštudiral to področje bolj natančno. O tem, kaj slišite, morate premišljevati. Če lahko najdete koga, ki bo poslušal, mu povejte, kar ste tukaj slišali. Recite: predavanje je bilo dobro, naučil sem se to, naučil sem se ono, naučil sem se to in ona. Vendar, nažalost, mnogi izmed nas, že 2 uri po predavanju, vas lahko kdo vpraša, kaj ste slišali, in se ne moremo spomniti nič. To je zato, ker ne premišljujemo o tem.
in ne postane del našega življenja. Če preskočimo na 24. vrstico pravi, pozorni bodite, kaj slišite, kajti kakšno miro mišljenja in premišljevanja posvečate resnici, ko jo slišate, bo mira spoznanja in kreposti, ki vam bo povrnjena in še več se vam bo navrglo. Tako vam jaz dajem Božjo besedo po žlici, vendar pa ne bo postala resničnost vašega življenja, če ne boste sprejeli vase, je meditirali in razmišljali o njej ter jo študirali. Veste, kaj je rdeča nit? Bog ne bo dopustil, da bi nekdo drug premišljeval na mesto vas. Zaradi tega ni dovolj, če samo greste v cerkev enkrat na teden. Vi lahko greste dvakrat na teden in če vse, kar počnete, le da sedite in pustite nekoga drugega, da vam pridiga in nikoli ne greste on stran tega, potem, če sem odkrita, vi boste veliko slišali, vendar se ne boste veliko naučili. Koliko izmed vas razume dejstvo, da morate študirati? Veste, vesela sem, če vsako jutro gledate moj program na televiziji, vendar morate storiti še kaj več kot to. Če imate dve izbiri, ali da gledate TV programa ali sami premišljujete Božjo besedo, vam povem, da se raje usmerite k študiju Božje besede. Nočemo maleževati svojega TV programa, vendar jaz sem tukaj, da vas vodim k Bogu. In tako vam moram povedati, da nič ne more nadomestiti dejstva, da ste preprosto z Bogom. In kar slišite tukaj, morate iti domov in moliti o tem. Nikar si ne mislite, slavni bodi Gospod, sedaj grem domov in bom to in to storil. Ne, prva stvar, ko pridete domov, je, da rečete: ta teden sem slišal stvari, ki so zares pomembne, resnično verjamem, da si se z njimi Gospod dotaknil mojega srca in te stvari hočem uresničiti v svojem življenju, vendar ne morem storiti tega brez tebe, Bog. Potrebujem te. Naredi, da bo to delovalo v mojem življenju. Ne zamenjujte svojega osebnega odnosa z Bogom z drugimi osebami. Bodite pozorni, da v svojem življenju na prvo mesto postavite Boga. Vrnimo se nazaj k priliki. Kako Satan okrade to Božjo besedo? Veste, tako da zapustite prostor. Ne premišljujete več o njej. Napotite se k parkirnemu prostoru in se razjezite. Greste ven k informacijam, kjer je dolga vrsta, to vas jezi, nočete čakati. Ne vem, morda smo naredili napako in nam dali premalo drobiža nazaj, ko ste kaj kupovali in to vas teži. Obtežujete se vsako stvarju, greste domov, otroci niso storili tega, kar ste jim naročili in se zopet jezite. Veste kaj, Satan vam je ukradel to seme. Vse moje delo in ves moj čas in vaš čas je brez koristi, ker ni dovolj, da samo sedite na predavanju. Jaz resnično verjamem, da je potrebno ljudem to povedati. Vedno je znova povedati, kajti zdi se, da mislimo, da je izrek, jaz hodim v cerkev, nekaj izrednega in magičnega za vse stvari, vendar ni. Cerkev je prostor, kjer z drugimi verniki častite Boga, pridobite poduk, vendar le zato, da lahko greste domov in to resničite v svojem življenju. Ali vam lahko nekaj povem, ne morete biti leni in uspešni kristjani. Še enkrat bom ponovila, ne morete biti leni in uspešni kristjani. In to bo po vsej verjetnosti polna zaposlitev, če hočete delati v svojem življenju. Amen. Če zares hočemo, da bo to v našem življenju delovalo, mora biti polna zaposlitev. Vsak dan si morate naložiti to zaposlitev, to 7 dni na teden, z vso srčnostjo. Amen. Dobro. Sedaj 16. vrstica. In tisti posejani na kamnita tla so takšni. Ko besedo slišijo, jo takoj z veseljem sprejmejo. Glejte, oni so celo navdušeni. Amen, sestra Joyce, amen, amen. Veste, da je lahko sedeti tukaj in reči amen, vendar pa potem morate iti domov in reči, kaj pa jaz. In tisti posejani na kamnita tla. Glejte, tako so navdušeni, prejeli so Božjo besedo, sprejmejo z navdušenje. Amen, zares amen, vendar pa nimajo resničnih korenin v sebi. Se nekoliko vztrajajo, vendar ko pridejo težave in preganjanje v svetu, so tako užaljeni, nezadovoljni, ogorčeni, zamrljivi ter odpadajo. Spet drugi so vsejani med trnje, to so tisti, ki besedo slišijo. Vidite, oni prihajajo v cerkev in slišijo Božjo besedo, vendar pa jih zadušijo skrbi in strahovi v svetu.
Raztresenost v svetu, kot je užitek, naslada, vabljivost, leparstvo bogatstva in hrepenenje ter strastno poželjenje po drugih stvareh. Prikradejo se vanje in zadušijo Božjo besedo in tako ostanejo brez sadu. Veste kaj? Tukaj je lepo ozračje. Jaz sem samo pomislila, kako čudovito je biti na takšnem prostoru. Rada imam, veste, če sem odkrita, rada imam svoje predavanja. Veste, jaz res rada to počnem. Tako dobro se počutim ob slavljenju Gospoda. Samo sedim tam in gledam vse te ljudi, ki slavijo Boga in mislim, glej, to čudovito ozračje. No, veste kaj? Mi ne živimo v podobnem ozračju. Mi živimo v svetu s surovimi, nepriljubljenimi in nestrpnimi ljudmi. V življenju imamo probleme, potrebe in razne ljudi, ki so težavni. Vse mogoče privlačnosti so v svetu in včasih čutim, kakor da je svet kot magnet, ki nas poskuša posrkati od našega razmerja z Bogom in nas potopiti v kraljestvo teme. Razumeti je treba, da se morate s tem spoprijeti in se zoperstaviti in bojevati. Razumeti morate, da smo v svetu, vendar pa ne od sveta. In zavedam se, da včasih mislimo, samo upam na to, da me Bog že potegne ven iz tega sveta. Vendar on tega ne bo storil, ker vas potrebuje v svetu. Opazila sem, mislim, da v Janezovem evangeliju, ko Jezus pravi, kakor me je Oče poslal na svet, tako tudi jaz vas pošiljam. Če za nas tukaj ne bi imel posebnega namena, bi nas ob trenutku, ko smo prejeli Kristusa, kar ponese ven iz tega, da bi živeli z Bogom. Vendar nas je popolnoma napolnil svojim svetim duhom in nas pusti v tem ne tako prijaznem svetu, kajti vse ima svoj namen. Veste kaj? Kajti mi smo luč sveta. Vi ste mogoče edino upanje, da bi vaši sosedje kdaj zagledali Kristusa. Halo? Mogoče ste vi edino upanje, da bi vaši sodelavci kdajkoli zaznali, kakšen je Bog. Kajti vi ste njegovi predstavniki, on deluje po vas in hoče spraviti svet s seboj. Zato je tako zelo pomembno, da v vsakem verniku prebudimo zavest o pomembnosti njegove vloge. Nehajte prositi Boga, da vam pokaže vaše poslanstvo. Vaše poslanstvo je v tem, da greste v svet in predstavljate Jezusa Kristusa. Kar v resnici večkrat prosimo, Bog pokaži mi, kje je moje mesto. Mi hočemo biti nasproti nekoga, hočemo delati nekaj velikega in vidnega. Veste kaj? Največ ljudi Bog uporabi v svojem majhnem kotu življenja, med svojimi sosedi, v šoli, na tržnici. To pa niso nepomembni prostori. Velika večina ljudi, ki bi morali slišati moj govor, danes ni tukaj. Čeprav je dvorana polna, vendar jih velika večina ni tukaj. Oni živijo v sosednjem stanovanju, delajo z vami, v šolo hodijo z vami, nakupovat gredo takrat kot vi. In vas skušamo opremiti, da bi mogli izvrševati svojo duhovno službo. To je naše delo, da vas opremim. In veste, tudi če kristjan začneš čim majhnim, preprostim, kakor je dejstvo, da je vedno vesel. Samo pomislite, kaj vse bi spremenili na svetu, če bi vsak vernik v resnici bil vesel. Mislim, da bi nas lahko z lahkoto opazili. Ne mislim, da bi nas morali ljudje iskati. Bilo bi zelo očitno, kdo služi Bogu. Ne zaradi dejstva, da izgledamo religiozni, ampak ker bi prinašali dobre sadove. Amen. Napotimo se k 20. vrstici. V dobro zemljo vsejani pa so tisti, seme je isto. In tudi Bog je vedno isti. Vendar pa mi nismo vedno isti. To so tisti, ki besedo poslušajo, jo sprejmejo in obrodijo sad. Sabo prinaša sadove.
dajejo sadove. Nočem, da samo sedite tukaj. Vesela sem, da pridete, vendar pa ne nočem, da samo sedite tukaj. Hočem, da greste v svet in prinašate sadove. Vendar tudi iz dobre zemlje in tudi od teh, ki napravijo odločitev, da obrodijo sad, bodo eni obrodili 30-ternega, eni 60-ternega in eni 100-ternega. Za vas nočem nič drugega, kakor najboljše. Če kdo lahko obrodi 100% sad, ga k temu spodbujam. Ne bom ga omejila na 30%, ne bom ga omejila na 60% ali 98% ali 99%. Spodbujala ga bom za 100% sad in ga bom pri tem podpirala, dokler bom živela dan za dnem. Prizadevala si bom za najboljše, kar je Bog pripravil zame. Zanima me, a se mi boste pridružili. Amen. Vi pravite, Joyce, kako dolgo bo trajalo, da se dokopljemo do najboljšega? Ena stvar je, da se v svojem življenju moramo otresti kompromisov in da veste, kaj je prav. In vi naredite samo malo manj, kot bi morali narediti. Samo čisto malo manj. Zato moramo biti zelo pozorni na kompromise. Mi vsi bi morali biti izvrstni. In biti izvrsten pomeni, da vedno naredite najboljše, kar lahko storite. V vsaki situaciji, vsem, kar počnete, napravite najboljše. Amen. Vzemimo samo en primer pri delu. Če boste kje delali, morate biti odličen delavec. Če sovražite svoje delovno mesto, sovražite šefa, če sovražite sodelavce, odidete od tam. Če ne uspete izravnati svoje drže, sovražite delovno mesto, potem si najdete takšnega, ki vam bo všeč, da boste veseli in srečni. Morda pa vam ga ni treba zapustiti, morda morate samo spremeniti svojo držo. Morda se morate zahvaliti Bogu, da imate delo, kajti če ga vi tako zelo sovražite, ga bo nekdo drug z veseljem vzel. Morda je tam nekdo, ki bi bil vesel, da ga ima. Ne prihajajte na delo vedno 5 minut prepozno, pridite 5 minut prej. Ne prihajajte v cerkev z zamudo, pojdite malo prej. Ne hodite tja samo, da bi dobili blagoslov. Vi bodite blagoslov nekomu. Dajte no, moramo se spremeniti. Mi moramo spremeniti stvari okoli nas. Ne bodite na delovnem mestu in se igrajte na internetu, ne ukvarjate se samo z delom, ko je šef naokoli in potem se delate, kot da delate. Ne nosite si domov papirnatih sponk in svinčnikov in beležk. To je kraja. No, v Božjem imenu darujem vsako nedeljo. Ampak če si kradljivec... danes dobro pridigam. Malo kisa pokvari dobro vino. Majhni kompromisi, za katere mislimo, da nimajo nobene veljave. Vendar vam lahko povem in vem iz izkustva, kar me je Bog naučil, da so nekatere stvari, te stvari, ki vplivajo na 30-tirni, 60-tirni ali 100-tirni delež povrnitve. Koliko boste odstopili od poti? Kako izvrstni hočete biti? Ali boste zvesti? Ali pa boste popolnoma zvesti? Ali boste v svetu in pomolem takšni kot ostali, ali pa boste v svetu, a ne od tega sveta? Ali pa boste vsak dan šli ven in postali predstavniki Boga, ter boste postavili svoje mišljenje za svojo prihodnost, nasmehnil bom nekatere, blagoslov bom povsod, kamor grem, želim si, da vsaka oseba boljša, ker je srečala mene in ne slabša. Vi imate duhovno službo, vi ste polno zaposleni v tem, ni važno, kjer ste. Vi ste od Boga poklicani, da bi delovali za spravo med ljudmi in Bogom, da bi bili sredniki med ljudmi in Bogom. Če Kristusovo telo začne delovati, se zbudi, se navduši, polno hrepenenja in gorečnosti, ter bi vsak izmed nas postal takšna osebnost, kakor Bog želi za nas, potem ne bi trajalo dolgo, da bi stresli ta smrdljivi svet tako zelo, res je. In želim, da bi vsakdo to storil, vendar jaz ne morem. Jaz vas moram vprašati, ali boste naredili vi kakšne spremembe.
Tisti, ki gledate po televiziji, ali boste naredili kakšne spremembe, prosim, ne gledajte samo mojega programa in poslušajte, kaj govorim. Napravite nekatere izbire in odločitve, kaj boste storili s svojim življenjem. Kaj lahko vi storite, da ste bolj odlična osebnost? Kaj Bog od vas pričakuje? Nehajte se boriti in se prepirati z njim, temveč se mu izročite. Vendar pa ne pridite v cerkev, kjer pojete popolnoma se ti izročam, potem pa greste domov in imate izpad zaradi nečesa, kar nima nobenega smisla. Spominjam se, ko sem sama pela to pesem v cerkvi ob možu Davidu in bila jezna nanj, ker sva se na poti v cerkev prepirala. Gledala sem na napise ter izgovarjala, popolnoma se ti izročam, popolnoma se ti izročam in si mislila, koliko izmed vas se zaveda, da lahko pojete pesem, gledate besedilo, a vaše misli so nekje drugje. Če si on misli, da bom danes kuhala karkoli za kosilo, imam jaz drug načrt. To je hinavščina. Nisem bila popolnoma osredotočena, gledala sem samo en delček. Uredila sem se in odšla v cerkev, vendar v svoji notranjosti, od znotraj. Koliko izmed vas uspe narediti bolj izbrano mišljenje? Koliko izmed vas lahko spremeni način govorjenja o ljudeh in biti nekoliko bolj izvrstni, ko govorite? Dajte no. Dohitela vas bom, preden zapustim to mesto. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.